predlagano novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju strnemo z besedno zvezo več prispevkov, manj pravic. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je zdravstveno stanje zdravstvenega sistema resno in je potrebno nujne reanimacije, če se lahko izrazim zdravstvenim izrazom. Reanimacija, ki je bila predlagana v interventnem zakonu z zvišanjem prispevnih stopenj, kot tudi njihova širitev na vse oblike dela, je nesprejemljiva in neustrezna. Prav tako izločitev pogrebnine in posmrtnine, ki je bila doslej, ostaja le še kot varstveni prejemek in ne več pravica iz obveznega zavarovanja. Zdravje je neprecenljiva vrednota, ki je pri državljankah in državljanih Republike Slovenije ocenjena kot najvišja in najvišje kotira. Zato si zasluži skrbno, temeljito, modro in konkretno temeljno prenovo in to takoj. Dejstvo predlaganih sprememb interventnega zakona je le kozmetični popravek in lahko rečem tudi gasilski ukrep za gašenje požara te vlade. Konkretno gasi le neustrezno nekatere posamezne postavke, naša pa še večjo neenakost med državljani. Daje alibi Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da zopet ne naredi in ni naredil nič, nobene naložene zadolžitve vladi in le skrivaj za lastno nesposobnost svojih zaposlenih. Dokler minister za zdravje ne spoštuje sklepov lastne vlade in ne zahteva od Zavoda za zdravstveno zavarovanje standarde in normative, noben dodaten ukrep ne more biti realiziran in tudi pravičen do vseh zavarovancev. Dejstvo je, da v Sloveniji že močno zamujamo z ureditvijo sistemskih ukrepov racionalizacije poslovanja zdravstvenih zavodov in ustanov. Predlog tega zakona ne rešuje standardov in normativov osnovnega in dodatnega zavarovanja. Po našem prepričanju je potrebno temeljito prerešetati košarico zdravstvenih pravic. Tukaj bi lahko omenila, da je potrebno opredeliti, katere skupine prebivalstva bodo imeli pokrite vse stroške oziroma vse storitve iz tega naslova. Po našem prepričanju je vsekakor to skupina, v katero morajo biti vključeni otroci do 18. leta starosti oziroma šolajoči otroci, osebe s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi potrebami, nosečnice in pa skupina kroničnih bolnikov. Dejansko treba tudi opredeliti, katere storitve so tiste, ki bodo opredeljene kot urgentne in se bodo ob znanih standardih izvajale s 100% kritjem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za nadstandardne materiale pa bi bilo potrebno doplačati. Potrebno bi bilo tudi opredeliti, katere storitve so tiste, ki so nujne, a ne urgentne, za katere se bo doplačilo 75, 80, 50% iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za standardne materiale in razliko iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali kot samoplačnikov. To mislim, da bi bilo najprej potrebno to narediti in to bi moral biti temelj za sedanji zakon. Žal pa ta zakon to ni. Dvig prispevnih stopenj in širitev kroga zavezancev na SP-je ali pa za samostojne podjetnike, za prejemnike plačil po avtorskih pogodbah in drugih pogodbah, širitev na prejemnike sejnin in pa popoldanskih samostojnih podjetnikov ni sprejemljiv. Dodatno obremenjuje gospodarstvo, gospodarske subjekte in to vse skupaj duši gospodarsko aktivnost. Tukaj bi bilo potrebno veliko več narediti
in zato se nam zdi sporno, da se zavezancem nalaga dodatne zdravstvene obveznosti za plačevanje v zdravstveno blagajno, dolžnosti pa iz tega ni nikjer. To lahko plastično povem, da če sem kot izvajalec nekega pogodnega dela, moram prispevati v zdravstveno blagajno, moram plačevati dodatne stroške, iz tega naslova pa nimam nobenih pravic. Zato v Novi Sloveniji govorimo, da je ta zakon v bistvu namenjen temu, da mora več plačil imeti in manj pravic iz tega naslova. Rad bi samo še to opozorila, da se v teh dneh pripravlja tudi rebalans proračuna tudi za zdravstvo. Tukaj dvigujemo stopnje, na drugi strani pa se sredstva v proračunu za leto 2014 korenito krčijo in celo za zdravstveno varstvo socialno ogroženih in najbolj šibkejših oseb, kar pomeni, da bo država varčevala na socialno šibkejših državljanih in ni pripravljena na sistemske ukrepe in racionalizacijo. V Novi Sloveniji še enkrat poudarjamo, da je interventni zakon slab, ker v osnovi ne deli in ne opredeljuje, kaj so pravice iz dodatnega zavarovanja in kaj so pravice iz osnovnega zavarovanja.